gledalci in gledalke, je mnogo lepega in zanimivega najdete na www.klepetobkavi.si, med drugim tudi na novo naložene meditacije, ki jih lahko uporabite in pa marsikatere druge nasvete, recimo kako začeti dan ali pa kaj zdravega si recimo, ne vem, pripraviti za večerjo in tako naprej. No, moram reči, da sama že leta in leta sem izjemno hvaležna, da kupujem v ekološki trgovini, pravzaprav v prvi samopostrežni ekološki trgovini v Sloveniji. In kaj sem ugotovila je, da se absolutno najbolj splača kupovati zdravo ekološko hrano. Enostavno zaradi tega, ker vlagaš v sebe, ponavadi pa veliko Slovencev se res zakreditira do konca zato, da si kupi nov avto, zato, da bo sosedom pokazal, koliko ima fini nov avto. Sam pa kupuje tisto najcenejšo hrano, zelo predelano in potem, ko zboli, pravzaprav se sprašuje, pa zakaj ravno jaz. In ravno zaradi tega bomo danes govorili o eni in nadvse pomembni stvari, za katero pa je pravzaprav ravno zdaj tisti pravi čas. Govorili bomo o razkisanju in v naši družbi je Kalčkova svetovalka Jelena Dimitrijevič. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdaj, zakaj je razkisanje tako zelo pomembno? Ja, predvsem zaradi tega, ker kot že sama najbrž veš ali si brala, je že zdavnaj ugotovljen vzrok, zakaj nastanejo bolezni. Predvsem tukaj govorimo tudi o eni taki, kot je rak, predvsem zaradi zakisanosti telesa. To pomeni, tudi en zdravnik, nemški zdravnik Otto Heinrich Warburg, je leta 1923 že takrat govoril in se ugotovil vzrok za nastanek raka. Ravno je povezan z zakisanostjo telesa. Dobil pa je tudi Nobelovo nagrado. Tako, res je, leta 1931, se pravi, že zdavnaj vemo, kje je glavni vzrok za nastanek naših težav, ali propadanje celic, ali da celice enostavno ne more več delovati. In to je predvsem zaradi tega, da se telo zakisa. To je ena stvar, recimo, pri tem pa tudi se zmanjša dotok oziroma sam kisik v naših celicah. Hkrati pa se lahko zgodi, da imamo recimo manj kisika v celicah, pa potem smo zakisani zaradi tega. Tako da po eni ali po drugi strani je na žalost to vzrok, glavni vzrok za težave, ki jih imamo. In to predvsem zaradi našega načina življenja. Se pravi, ne samo hrana, ki je neekološka ali predelana, industrijska, z veliko sladkorja, z veliko maščob, veliko živil živalskega izvora, ampak tudi druge stvari. To so tudi negativna čustva, ki nas tudi lahko zakise, obremenijo naše organe. Hkrati pa recimo tudi vse druge stvari, kot so tudi negibanje, oziroma če veliko poležavamo ali sedimo ali imamo tako delo, pa nismo dosti tudi na zraku. To je tudi en razlog, zakaj tudi pride do samega procesa zakisanosti. No, ampak, okej, če se že enkrat ustaviva. Ja. Se pravi, skoraj 100 let, zdaj malo pretiravam, ampak čisto malo, skoraj 100 let je že jasno, zakaj prihaja do tako groznih in smrtnih bolezni, kot je rak, razkisanost oziroma zakisanost. To že skoraj 100 let vemo, da je zakisanost, ampak število bolnikov za rakom vsako leto narašča. Tako, res je. Oprosti, ampak meni je tukaj nekaj skregan z logiko. Kako lahko narašča število ljudi, ki bolijo? Če že poznamo. Če poznamo. Ja. In katere stvari so tiste, zaradi katerih smo najbolj zakisani? Najbolj nas zakisa sladkor, posebej v taki predelani obliki, ker ima izjemno nizko pH vrednost, tam nekje 2,1, kar je res izjemno nizko. Naše telo pa bi moralo biti v taki rahli bazičnosti, tam nekje 7,1 do 7,5. Vemo, da je kri tam 7,35 do 7,45 in to tako mora biti. Telo bo vse naredilo, samo da je v taki pH vrednosti. Meso, živila živalskega izvora na splošno, ribe, jajca, mlečni izdelki, ampak tudi alkohol, tudi tobak recimo, kava, zdravila različna, cepiva, pa stres,
ki sem ga že omenjala, se pravi različna negativna čustva, tudi pripomorejo k temu, da se telo močno zakisa. Kaj to konkretno za naše telo, za naše celice pomeni? To pomeni v bistvu, da ta fiziološka funkcija samih celic ni več tako optimalna. Se pravi, tudi te informacije, ki potekajo med samo celico ali znotraj same celice, niso več tako dobre. Se pravi, telo ne more več funkcionirati sam s sabo, kar pomeni, da možgani ne sporočijo jetrom, da morajo zdaj delati, ali pa ne sporočijo črevesjem, oziroma črevesje ne sporoči, a je vrglo ven, a ni vrglo ven, in slaba komunikacija. Slaba komunikacija, in to se ponavadi zgodi, ker same naše celice morajo delovati v enem pravilnem kislo-bazičnem okolju, in če se telo zakisa, potem to ne more biti več, ker to je sama električna napetost membran celic ni več tako dobra, in potem te informacije ne potekajo dobro med samimi celicami ali znotraj same celice. Tudi recimo, če bi eni celici odvzeli samo 35% kisika, bi že ratala rakasta celica v 2 dneh. Zelo hitro. Tako da kisik je izjemno pomemben, on je ključen tudi za zgorevanje samega sladkorja in proizvajanje ATP-ja, energije znotraj celice, in če se to ne zgodi, je to en mehanizem, v bistvu obrambni mehanizem našega telesa, da ne bi celica umrla. Telo naredi tako, da lahko tudi preživi v anaerobnem stanju, brez kisika. Rabi glukozo, rabi nekaj sladkorja, ampak lahko pol preživi tudi brez kisika. Zdaj za nekaj časa. Telo na tak način kupuje čas v bistvu. In če mi ničesar ne naredimo, da se to spremeni, potem bo celica ali umrla ali se bo spremenila res v rakasto celico. Kar pomeni, recimo, če se ljudem naredi nek tumor, se jim naredi zaradi tega, ker telo je imelo tako slabo komunikacijo, da je pač tam zrastel tumor. In zdaj, če se razumem, odrežemo tumor ven, bo spet nov naredil se. Seveda. Če ne bomo spremenili prehrane, če ne bomo spremenili svojih misli, ki dejansko nas zakisajo. Res je. Kar pomeni, da ni rešitev, da režemo organe, bule, tumorje in vse te zadeve, zaradi tega, ker je to samo posledica. Tako, to je samo posledica. Včasih mogoče, da nekomu rešimo življenje v tem trenutku, je dobro, da mogoče si pomagamo s kakšnimi operacijami, ampak dolgoročno v bistvu moramo poiskati vzrok, zakaj je prišlo do te spremembe v našem telesu. Tudi recimo, če opazimo spremembe pri nas, ne samo rak, ampak tudi tiste, ki so mogoče malo take blage, bi rekli. Če smo utrujeni, pa ne bi smeli biti, ker smo, se dosti naspali, pa ne delamo tako veliko. Če recimo imamo kakšne prebavne težave, težave s kožo, pojavijo se mogoče tudi kakšne avtoimune bolezni, pa mogoče imamo pogoste glavobole ali karkoli slabša ta odpornost, koncentracija, to so vse neki že znaki, da nekaj ne štima in da je že mogoče nastopila zakisanost telesa, pa tudi recimo v povezavi osteoporoza, revmatoidni artritis. To nam je že jasno, da je preveč kislin tudi v telesu. Hkrati s kislinami tudi pride presežek prostih radikalov v telesu, tako da že vemo, na kateri poti smo. Tako da če karkoli od tega opazimo, to je že čas, da mogoče skrajni čas, da nekaj naredimo zase oziroma da se recimo razstrupimo telo. To je tudi razlika, dosti različimo razstrupljanje pa razkisanje. Ker v bistvu razstrupljanje pomeni, da se znebimo toksičnih snovi, ki so v našem telesu, razkisanje, da se znebimo kislin, ki so v našem telesu. Tako da majčkeno je ta razlika, simptomi pa so dosti podobni. Zdaj pa greva midve v shopping, v ekološko trgovino in nabavva eno celo vrečo, posodico oziroma nakupovalno vrečko vseh takih dobrih stvari, ki bodo v temu razkisanju pomagale. Kaj bova vzeli? Predvsem seveda naša ljuba zelenjava, ampak tukaj govorim predvsem res o temno-zeleni listnati zelenjavi, veliko klorofila, ker nam bo to pomagalo, da se znebimo kislin v telesu, ker vse, kar je zeleno, tudi vsebuje veliko mineralov. Minerali nam ponavadi primanjkujejo, posebej kalcij, če smo zakisani, ker se na minerale vežejo kisline in se izločijo iz telesa. Tako tudi obstajajo različni tudi testi, ki jih lahko naredimo, da ugotovimo, če smo zakisani. Zdravniki recimo to delajo prek krvi, prek urina, tudi recimo gledajo, koliko je kalcija ali beljakovin v samem urinu, preverijo delovanje ledvic in tako naprej. Tako da to je tudi način, da vidimo, kje smo. Pa kaj, kisle kumarice ne smeš več jesti?
Ja, to lahko, ampak je treba paziti, kako so vložene in na kakšen način. Ampak predvsem je treba dati poudarek res zelenjavi, sadju, ker to sta dve skupini živil oziroma tistih živil, ki jih redno uporabljamo, ki nas ne zakisajo. Hkrati pa recimo kakšna žita, ki so taka bolj nevtralna, to so proso, amarant in kvinoja. Ostala žita, ki jih uporabljamo, seveda svetujemo, če nimamo kakšnih posebnih težav z kakšnimi avtoimunimi boleznimi, da so v polnovredni obliki, ker tudi zakisajo telo, ampak ne tako močno kot recimo tista živila, ki sem jih že omenila, da so problematična v povezavi z zakisanostjo. Potem seveda od sadja rahlo samo zakisajo borovnice, brusnice, slive, ampak to je res ena rahla, drugače sadje deluje bazično na naše telo. Veliko tekočine je treba piti, vode predvsem, ker je ključna tudi za naše zdravje, tudi prenos teh hranilnih snovi, tudi za uravnavanje temperature v našem telesu, za razkisanje, za razstrupljanje. Tako da v bistvu se je treba koncentrirati na ta živila, ki so za nas dobre. Veliko kalčkov, ko smo že v kalčku, veliko mikrozelenja, nekaj, kar deluje res bazično na naše telo. In take hrane, če nimamo posebnih težav, bi moralo biti tam 60 do 70%. Da tako nekako gledamo to. Teh tabelic, recimo, katera nas hrana zakisa, katera pa ne, ker veliko, tudi nekaj na internetu, nekaj v takih knjigah, ki jih lahko najdemo, tako da se majčkeno orientiramo, ampak tako bi morali uživati hrano. Če pa imamo kakšne težave, potem ta odstotek se zvišuje, tam 80-90% pride bazične hrane, pa nekaj malo 10 do 20% tiste hrane, ki nas zakisa. To ravnovesje nam bo omogočilo, da telo bolj optimalno deluje. Kaj pa recimo kruh, ne? Že zadnjič smo omenili, ko smo govorili o enih drugih stvareh, recimo ajdov kruh. Jaz samo v kalčku najdem ajdov kruh iz 100% ajdove moke in to je kot plastelin dejansko. Je zelo dober, zelo okusen in vse, ampak je črn, pač črn je, ne? Dobesedno črn dejansko je. Moramo tudi pri kruhu recimo dati ven bel plastelinast oziroma moramo dati ven. Ja, definitivno. In tukaj, ko sem že rekla, ali je polnovredni kruh, ali je ta kombinacija recimo s tistimi žiti, ki delujejo tako nevtralno, se pravi kombinacija proso, prosena moka recimo, ki jo mešamo lahko z ajdovo, ali prosena kvinojna moka, ki jo mešamo recimo z kakšno riževo moko. Če želimo res narediti nekaj dobrega, lahko tisti, ki nimajo takih večjih težav, lahko uporabljajo ali pirino, kamutovo moko, recimo ječmenovo, karkoli tazga, ovseno. Delajo se kombinacije, zato tukaj so različni recepti na to temo, lahko se tudi to pogleda, je veliko knjig napisano. Tako da kruh ni problem, če nimamo spet pravim kakšnih posebnih težav, da določene vrste mok ne smemo uživati, ampak v dopoldanskem času to predvsem uživamo v majhnih količinah in res, da je čim bolj v polnovredni obliki, ampak gledamo to razmerje. Če že moramo biti bolj pozorni, gledamo razmerje. Jaz vedno svetujem, da recimo dan začnemo z vodo, da tudi spodbudimo to peristaltiko črevesja. 6 deci tople vode? Tako, vsaj pol litra za začetek, recimo, če nam to ne rata, lahko je 2 do 3, pa potem res nadaljujemo, tako da čim več je boljše. Mlačne vode in potem čez dan pijemo vodo po požirkih, da tudi ta pride v naše celice, ker zaradi tiste razlike v površinski napetosti vode ne bo tako enostavno prišla v celice, tako da vodo je treba piti po požirkih. Se pravi, ampak ne skupaj z obrokom, da ne razredčimo želodčnih sokov, da se lažje tudi hrana predela. Če imamo kakšne težave, hvala. Ja, no, lej, rekla si, jaz grem takoj v akcijo. Upam, da vi tudi pred kameram, za kameram pa doma na kavčih, da greste takoj v akcijo. Takoj si vodo preštimati pa malo spet. Točno tako. Tako da na to ne smemo pozabiti. 35 ml na kilogram telesne teže, plus če smo še malčkaj aktivni, je to več, 2 do 3 litre na dan. S tem, da v bistvu je pomembno, da pravilno užijamo obroke, se pravi recimo za zajtrk zaužijemo od 7 do 9 ure, tam 60 do 70% bazična živila, ostalo pa so tiste, ki nas lahko zakisajo. Lahko pa tudi zvišamo to, tudi če nimamo kakšnih posebnih težav, lahko tudi več, posebej zdaj čez pomlad, poletje, ko je več sveže hrane, več zelenjave, sadja, potem naredimo tudi kakšno kuro, da je čim več te bazične hrane. Lahko si tudi pomagamo s kakšnimi čajčki bazičnimi, ki jih dobimo tudi v kalčku, res je taka ena paleta fantastičnih čajev, ki nam pri tem pomagajo.
Tako da v bistvu zajtrkujemo, potem za malico je zelo dobro, da vzamemo ali kakšen sadež, zrel sadež ali recimo nekaj od teh zelenih, sveže stisnjenih zelenih ali zelenjavnih sokov, v katere lahko dodamo recimo tudi kakovostne maščobe, omega 3, chia semena. Kateri del dneva si rekla to? V dopoldanskem času. V dopoldanskem. V dopoldanskem. Takrat je dobro, da tudi užijemo sadje. V popoldanskem času pa lahko je za malico tudi kakšne tale smuti z zelenjavnim, zeleno listje, nekaj limoninega soka recimo dodamo, koristnih maščob, če delamo zelenjavni, ampak popoldne je dobro, da pol ne užijemo sadja in žit. To pustimo bolj za dopoldanski čas. Kosilo imamo tam od 11. do 13. ure, spet v taki kombinaciji bazično kislo, da je to ravnovesje pravilno. Se pravi, do enih. Do enih. Jaz poznam kup ljudi, kar je ob 3, 4 jejo kosilo. Ja, to govorim bolj iz tega vidika tradicionalne kitajske medicine in tega ritma tudi, kar se delovanje naših... Kdaj je telo najblažje to ven sprav potem? Res je. Pa tudi izkoristi maksimalno ta hranila, ki jih pol vnašamo v telo. Za večerjo pa se res držimo, da čim bolj zelenjavna večerja. Zdaj čez poletje, odvisno tudi kakšen smo tip, lahko so tudi kakšne kombinirane solatke, ampak zdaj, ko ni še toliko toplo, bolj juhe, enolončnice, lahko dodamo nekaj stročnic, ki jih tudi, če želimo narediti majčkeno spremembo pri stročnicah, da so tudi lažje prebavljive, pa bolj bazične, jih kalimo. Če imamo seveda toliko časa, je to dobra stvar. Tako da tega se držimo, ampak naj čim več klorofila. Lahko si pomagamo seveda tudi s kakšnimi dodatki, recimo različne trave, moringa je zelo dobra, tudi ta alfalfa, kalčki, ki so tudi narejeni, tako da dobimo tudi v obliki prahu. Probiotiki, na probiotike tudi ne smemo pozabiti, posebej, če imamo kakšne prebavne težave. To nam bo tudi pomagalo, da se telo lažje razkisa. Dodamo tudi kakšne antioksidante, če želimo marsikaj. Nekaj, kar nam bo pomagalo tudi, da ta vnetni procesi, ki se dogajajo, se tudi zmanjšajo, zaradi tega kurkuma, recimo pegasti badelj, nekaj od tega lahko si izberemo, recimo tudi, da podpremo tudi delovanje naših jeter, pa tudi ledvic, zaradi tega, ker v tem času, ko se razkisamo ali smo v tem procesu, nujno rabimo nekaj, da podpremo delovanje naših organov. Se pravi, je treba poseči po kakšni taki zadevi, ki nas še super podpre in podpre naš organizem. Ampak res, ko smo pri razkisanju, zmeraj razmišljamo o zeleni barvi, kar se tiče naše hrane, ker v bistvu nas to bo res okrepilo in nas razkisalo do te mere, da v bistvu ne bomo imeli takih težav, recimo tudi takih simptomov, ki se ponavadi povezujejo s tem, ko hočemo narediti eno spremembo v telesu. Dostikrat smo zelo močno utrujeni, težko prenašamo to, posebej, če organi niso tako krepki. In potem je dobro uživati hrano, ki nam pri tem pomaga, da nimamo teh simptomov takih, ki nas res še dodatno obremenijo. Odlično. Se pravi, imava zdaj že skoraj polno nakupovalno košarico. Bo vas še se zdaj kaj predel, ki so pa zdrave sladkarije pa to, ali v času razkisanja ne? Ja, v bistvu tako, kar se sladkorja na splošno tiče, razen recimo kakšne melase, pa stevije, so ponavadi vsa druga sladila ali sladkorji tisti, ki nas zakisajo. Tako da, če nimamo kakšnih posebnih zdravstvenih težav, pa želimo samo pomagati telesu, da pride spet v eno ravnovesje. Nekaj sladkorja ni problematično, posebej recimo, ne vem, če uporabljamo kakšen javorjev sirup, kokosov sladkor, stevijo, ksilitol, to brezovo sladilo, ampak bolj v tem dopoldanskem času. Recimo, če pripravimo kakšen obrok zjutraj, da je bolj tak sladek obrok, lahko nekaj malo tega dodamo, ampak pol čez dan res ne uporabljamo nič od teh sladkorjev. Seveda predelanih sladkorjev popolnoma od tega res odsvetujemo v tem času. No, jaz ne vem, kaj so ljudje danes že kaj pojedli, ampak kakšna bi bila pa večerja optimalna? Ja, za večerjo recimo lahko pripravimo kakšne tele juhice, recimo je zelo dobro, da je kombinacija, lahko damo kakšen brokoli, recimo cvetačo, kakšne bučke recimo, odvisno zdaj od sezone. Pa sezone. Tako, sezonsko se je dobro prehranjevati. Kaj pa recimo, jaz včasih pa pridem tukaj pozem, pa vem, da če bom zdaj začela, bom šele čez 1 uro jedla, pa tako naprej pa vzamem, kar pa malo pošejkam, kakšen veganske proteine. Lahko tudi tole, ker v bistvu so lahko prebavljivi. Res je velika izbira teh tudi rastlinskih proteinov v kalčku, tako da se lahko tudi posvetujejo, kaj bi za vsakega posameznika bilo dobro. Tako da lahko to zmešamo s kakšnim rastlinskim mlekom, recimo tisto, ki je manj sladko, lahko je kakšno mandljevo, recimo lahko je tudi kakšno proseno, oseno,
in potem to zmešamo skupaj. Posebej, če smo imeli kakšen trening, recimo pozno popoldne, potem je to zelo dobro za uporabiti. Odlično, evo, nakupovalna košarica je polna. Hvala lepa, Jelena, da si nam zaupala vse to. Še kakšna informacija, kot smo rekli, na /klepet ob kavi.si, kjer lahko vsak dan najdete polno novic, takih in drugačnih. Pa poskrbite zase, pa na vodo ne pozabiti!